Čeprav je klub v zadnjih letih tekmovalno stabiliziran v nižjih ligah, še vedno predstavlja pomemben dejavnik lokalnega športa. Svojo organizacijsko strukturo, sistematičnim delom z mladimi ter vpetostjo v okolje ohranja in razvija nogometno tradicijo v Medvodah. Klub trenutno združuje 155 članov, od tega 86 registriranih tekmovalcev, pri čemer ima organizirano vadbo v vseh starostnih kategorijah. Ker smo se precej razširili, letos smo uvedli nogometne šole v osnovnih šolah in pa tudi krožek v vrtcu Medvode. Koliko selekcij je to? Selekcije imamo vse od U7 do članov, razen kadetov, ki pa računamo, da jih bomo z naslednjo sezono tudi spet imeli. Omenjate fante, je morda tudi kakšno dekle, ki trenira? Seveda imamo par punc pri mlajših selekcijah, ampak pri puncah je tako, da tam pri 12-13 letih grejo v ženske nogometne klube, večina Radomlje, neki tudi v Ljubljano. Dobro sodeluje z vsemi občinskimi šolami, kjer izvajajo program otroške nogometne šole, pa tudi v vrtcu. Imate uspešne nogometne šole, veliko podmladka. Koliko dejansko jih potem gre naprej v starejše selekcije? Ja, jaz lahko govorim za zadnji 2 leti, da na srečo ne zapuščajo več kluba, to, kot so ga včasih, tako da upam, da bomo počasi spet vzpostavili to svojo piramido, da bojo fantje ostali, pa tudi punce oziroma punce ne, ker pač do 15 leta lahko igrajo s fanti, potem ne morejo več, da bojo vsi ostali do članov. Upamo pa, da dobimo tudi kakšnega talenta, ki bo šel lahko igrati v prvoligaše, drugoligaše ali pa celo v tujino. Kljub kadrovski in programski razvitosti se klub sooča z velikimi omejitvami na področju športne infrastrukture, zato je za nemoteno izvajanje trenažnega procesa primoran del aktivnosti izvajati tudi na igriščih izven občine. Pogoji na domačih igriščih so? Bom rekel, da so relativno slabi. Pač pozna se, da nimamo dovolj velikega igrišča z umetno travo, kar pomeni, da v zimskem delu ne moremo opravljati dobrih treningov, zato neki najemamo igrišča v Škofji Loki. Pri mlajših selekcijah se pa to kar konkretno pozna, da nimajo. Kar se pa tiče naravne trave, pa ja, imamo igrišče v uporabi v Smledniku, kjer tudi še vedno ni vse urejeno papirno. Tam se pozna, tam igrišča ratuje vedno slabše, zaradi tega posledično. Tole glavno igrišče za nami, tlele se pa trudimo čim bolj vzdrževati, ampak se tudi precej poznajo posledice poplavno. Pravega počitka med tekmovalnima deloma sezone praktično ni. Nogometaši trenirajo skozi vse leto, tudi v zimskem obdobju. Takrat priprave potekajo v telovadnicah in na igrišču z umetno travo, a je ta za trenažni proces vseh selekcij občutno premajhen. Naš cilj je, da bi se preselili v nov športni park, če bo enkrat do tega prišlo. Obljubljeno je bilo, da bo prišlo do tega. Žal trenutno ne vemo, kaj se dogaja, pa kje smo. Ampak ja, cilj je, se pravi, kratkoročno vzpostaviti vse selekcije, da bomo imeli zagotovljena tekmovanja v vseh selekcijah s člani, potem, če bomo dobili pogoje, iti proti 3. ligi, z mladinci, kadeti uspešno nastopati v ligaških tekmovanjih, predvsem pa dobro delati z mladimi. Nehvaležno vprašanje, katera selekcija pri vas je trenutno najuspešnejša? Težko bi rekel, katera je najuspešnejša, zato ker v nogometu tam do U12 se rezultati niti ne beležijo, ker je cilj to, da se otroci učijo in da uživajo v nogometu. Vidimo pa lep napredek, bom rekel, kar pri vseh selekcijah, kar pomeni, da trenerji delajo dobro delo. Preprostost, dostopnost, socialna povezanost in močan vpliv okolja so ključni razlogi, da nogomet na globalni ravni ostaja najbolj razširjena in priljubljena športna panoga med mladimi. Zakaj je ravno nogomet? Zakaj si med vsemi športi izbral nogomet? Zato, ker lahko nabijam in všeč mi je. Koliko časa pa že treniraš? 2 leti. Igranje, tekme pa nabijanja. Pa spremljaš nogomet potem tudi po televiziji? Ja. Kaj pa je boljš, gledati po televiziji ali takole v živo igrati? V živo igrati. Ker zmagujemo in ker mi je lepo igrati nogomet. Zakaj pa bi svojim prijateljem priporočal, da pridejo na nogomet?
Ker je zanimivo se vaje in na koncu igramo. Za izvajanje kakovostne vadbe ter razvoj in napredek mladih igralcev je potrebno zagotoviti dobre pogoje za treniranje in igranje, imeti urejeno infrastrukturo in dober strokovni kader. Vi ste predsednik praktično že poldrugo leto. Kaj je za vas največji izziv? Še vedno je izziv, bom rekel, sodelovanje z lokalno skupnostjo, na eni strani z občino. Začeli smo dobro, zdaj imamo malo pomanjkanje komunikacije. Želeli bi si pa tudi mogoče več sodelovanja z lokalnimi podjetji, da bi podprli naše delo, zato ker konec koncev vsi delamo za otroke in probamo tudi zagotavljati čim nižje cene, oziroma nogometna šola v osnovnih šolah je trenutno celo brezplačna. Na kaj ste kot predsednik najbolj ponosni? Na to, da smo povečali število članov, na to, da trenerji delajo dobro, pa bom rekel na to, da smo vseeno uspeli vsaj zagotoviti tele začasne objekte, da imamo sploh kje za biti. Stabilen nogometni klub, ki bo mladim omogočal športni in osebnostni razvoj, tako ostaja primarni cilj kluba. Nogomet je v Sloveniji v velikem porastu, to se pozna tudi recimo po okoliških občinah, delajo se nova igrišča z umetno travo, razsvetljave, tako da bom rekel, da kar močno napredujejo vse občine okoliške. Z načrtovano selitvijo v nov športni park čez reko Soro bi se lahko tudi naša občina pridružila zgledom okoliških občin, ki že razpolagajo z urejeno in sodobno nogometno infrastrukturo. Slednja predstavlja pomembno osnovo za tekmovalno uspešnost kluba.